5. dan tedna molitve za duhovne poklice. Danes posebej vključimo v molitev vse naše duhovnike. Prosimo za nove duhovniške poklice, za njihovo svetost in stanovitnost. Jezus naš je vstal od smrti, razveseli se kristjan. Smrt in pekel je premagal, vstal iz groba tretji dan. Dokazal Božjo moč, je to veliko noč. Aleluja, 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 aleluja. Tretji dan po silni smrti, njega iščejo ženi. Z Magdaleno v svetem vrti, gledajo zamišljene. Le kje bi Jezus bil, njih ženi ljubezniv. Aleluja, 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 aleluja. Prvič se je bil prikazal Magdaleni v vrtu tam, da je vstal, očitno skazal, je še Petru in ženam in dvema učencema, ki ju imel spotva tam. Aleluja, 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 aleluja. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Molimo te, Gospod Jezus Kristus, Sin živega Boga, ki si resnično navzoč v najsvetejšem zakramentu. Jezus, molimo te. Ljubiš nas in hrepeneče čakaš, da pridemo k tebi in se pogovarjamo s teboj, kot se prijatelj pogovarja s svojim prijateljem. Jezus, prebujaj v nas vedno večje hrepenenje po tebi. Jezus, hvalimo te, ker v svoji dobroti in ljubezni skrbiš za nas. Jezus, hvala ti za vso tvojo ljubezen. Rodil si se iz Device Marije ter prišel odrešiti vsakega izmed nas. Jezus, hvala ti za vso tvojo ljubezen. Ljubljeni sin nebeškega Očeta, iz čiste ljubezni si zapustil radost neba in se naselil med človeškimi otroki. Jezus, hvala ti za vso tvojo ljubezen. Ti, neizmerno bogat, si postal popolnoma ubog, da bi po tvojem uboštvu mi obogateli. Jezus, ubog med ubogimi, poveličujemo te. Privzel si našo krhko človeško naravo in nam postal enak vsem, razen v grehu, da bi nas pripeljal v polnost življenja z Očetom. Jezus, učlovečeni Bog, zahvaljujemo se ti. Jezus, odrešenik sveta in naš odrešenik, tvoje srce gori v ljubezni do vsakega med nami.
Jezus, naš odrešenik, slavimo te. Hraniš nas svojim telesom. Jezus, kruh življenja, hvala ti za vso tvojo ljubezen. V zakramentu sprave nas odvezuješ vezi greha in očiščuješ naša srca. Jezus, zahvaljujemo se ti. Le ti imaš besede večnega življenja. Po svoji besedi vodiš naša pota in razsvetljuješ naše korake. Jezus, zaupamo ti in se izročamo tvoji ljubezni. Ti, Jezus, večni Bog, v krhki človeški naravi, nas učiš, kako živeti za druge, nas učiš, kako izgubljati in umirati sebi, nas učiš, kako razdajati svoje življenje, iz ljubezni, da bi drugi imeli življenje in ga imeli v izobilju. Jezus, izročamo se tvoji ljubezni. Ti, najdragocenejši zaklad Svete Cerkve, razodeneš, da konc ni v grobu, ko v velikonočnem jutru izkažeš svojo božjo moč v krhki človeški naravi. Na tvojem telesu rane ostanejo vidne, a so poveličane in sevajo svetlobo ter širijo vonj po vstajenju. Jezus, izročamo se tvoji ljubezni. V tihi molitvi se zahvaljujmo Jezusu za dar odrešenja in ga prosimo, da bi ga znali prinesti vsem bližnjim, s katerimi živimo, ter vsakemu človeku, s katerim se srečamo. Rešnjatelju Jezusovo, budi čaščeno, moljeno, budi čaščeno, moljeno, rešnjatelju Jezusovo, angeli tebi hvalo poju, angeli tebi hvalo poju, rešnjatelju Jezusovo. Hvalite zemlja, hvali nebo. Hvalite zemlja, hvali nebo. Molimo za duhovniške poklice. Jezus, večni veliki duhovnik, zahvaljujemo se ti za dar duhovništva, ki si ga v svoji ljubezni podaril svoji cerkvi. Jezus, hvala ti za dar duhovništva. Blagoslovi svetega očeta Frančiška, naše škofe, duhovnike in diakone. Jezus, v obilju razlivaj nanje svojo milost in svoj blagoslov. Podeli jim ljubezen svojega srca in duha velikodušnega služenja. Jezus, v podobi srca naših škofov, duhovnikov in diakonov po svojem božjem srcu. Daj jim stanovitnost v veri, svetost življenju, zvestobo v izpolnjevanju dolžnosti. Jezus, posveti naše škofe, duhovnike in diakone.
napolni jih z veseljem v njihovem duhovniškem življenju in poslanstvu. Jezus, okrepi naše duhovnike za veselo in predano služenje Tebi in bližnjim. Krepčaj duhovnike v njihovih šibkostih, utrjuj jih s potrpljenjem v težavah in z vztrajnostjo v bojih. Jezus, bodi jim zavetje in tolažnik v vseh njihovih preizkušnjah. Raznemaj v duhovnikih ljubezen do majhnih in zvestost za vzgojo mladine. Jezus, daj, da bodo naši duhovniki blizu ljudem, zlasti najbolj ubogim in pomoči potrebnim. Blagoslovi njihove besede pri ambonu, spodbude v spovednici in o bolniških posteljah ter oznanjevanje pri katehezi. Jezus, blagoslovi vsa prizadevanja naših duhovnikov in pomnoži njihovo gorečnost. Obvaruj jih skušnja hudobnega duha in nasprotovanja brezvestnih ljudi. Jezus, obvaruj jih vsega hudega. Prebujaj v naših škofih, duhovnikih in diakonih vedno večjo željo po svetosti in gorečnosti v apostolski službi. Jezus, posveti naše škofe, duhovnike in diakone. Naj bomo z njimi edini v veri, zvesti v službi Bogu, zavzeti za življenje po evangeliju. Jezus, spreobrni naša srca, da bomo znanjeno besedo z odprtostjo poslušali in jo v življenju zvesto izpolnjevali. V kratki tišini prosimo za naše škofe, duhovnike in diakone. V Gospodu je moja moč in Gospod je moja luč. Upaj vanj, odrešil te bo, nič se ne bojte, Gospod je tu. Nič se ne bojte, Gospod je tu. V Gospodu je moja moč in Gospod je moja luč. Upaj vanj, odrešil te bo, nič se ne bojte, Gospod je tu. Nič se ne bojte, Gospod je tu. Kakor si poklical Abrahama, naj postane oče mnogih narodov. Navdihni mlade, da odgovorijo tvojemu klicu. Kakor si poklical Mojzesa, ki je pasel čredo Jitrovih ovac. Tudi danes svoji cerkvi podari vredne pastirje. Kakor si poklical Arona, naj služi v tvojem svetišču. Pokliči ljudi za služenje svoji cerkvi. Kakor si govoril Samuelu in ga budil s svojim klicanjem. Odpri srca tistim, ki si jih izbral za svojo službo. Kakor si med duhovniki izbral velikega duhovnika, tako jih pokliči tudi sedaj, da darujejo sveto in živo daritev. kakor je prerok Elija mazilil Elizeja.
jim podari moč, da bodo hodili za teboj, ne da bi se ozirali nazaj. Kakor si očistil ustnice preroka Izaija, Prečisti vse, ki se pripravljajo za duhovniško ali redovniško življenje. kakor si poklical Jeremija že v materinem naročju. Pošlji mlade, da bodo oznanjali tvojo besedo. Kakor si podaril pogum svetemu Pavlu, Napolni srca vseh s Kristusovo ljubeznijo. kakor si poslal apostole, naj bodo Kristusovi poslanci. Pošiljaj tudi danes goreče oznanjevalce. Po vzoru svetih apostolov Petra in Pavla, Naj semeniščniki zorijo v tebi. Žetev je velika, delavcev pa malo. Gospod, pošlji delavce na svojo žetev. Pošlji nam, Gospod. Duhovnike po svojem srcu. Gospod, smilila se ti je množica brez pastirja. Gospod, pošlji delavce na svojo žetev. Za mlade, ki čutijo klic. Gospod, daj jim velikodušnosti. Za tebi posvečene. Gospod, pomnoži njihovo ljubezen. Za mlade, ki dvomijo v tvoj klic. Gospod, podari jim gotovost. Za vse, ki čutijo Božji klic, pa so še premladi. Gospod, bodi z njimi in jih varuj na poti življenja. Za semeniščnike in bogoslovce. Gospod, podari jim vztrajnosti. Za duhovnike, ki so preizkušani. Gospod, okrepi jih s svojo močjo. Za goreče duhovnike. Gospod, vžgi jih še večjo ljubeznijo. Za mlačne duhovnike. Gospod, podari jim svojo svetost. Za duhovnike, ki so žalostni. Gospod, potolaži jih. Za duhovnike, ki se čutijo osamljeni. Gospod, bodi njihov spremljevalec. Za misionarje. Gospod, napolni jih s svojo gorečnostjo. Za mlade duhovnike. Gospod, spodbudi jih, da bodo z vso močjo iskali tvojo slavo. Za starejše duhovnike. Gospod, podpiraj jih v njihovem služenju. Za svetega očeta Frančiška. Gospod, razsvetljuj ga z nebeško lučjo. Za našega nadškofa Alojzija in vse slovenske škofe. Gospod, naj bodo zvesti pastirji tvojega ljudstva. Za vse duhovne spremljevalce. Gospod, naj bodo modri voditelji duš. Za naše župnike. Gospod, naj bodo pravi pastirji za vse. Za vse redovnike in redovnice. Gospod, naj bodo v svetu znamenje radosti. Za vse tiste, ki najbolj potrebujejo tvojo milost. Gospod, usliši našo molitev. Za tiste, ki so daleč od tebe. Gospod, usliši našo molitev. Za vse umrle škofe in duhovnike, redovnike, redovnice in misionare. Gospod, podari jim svojo blaženost. Jezus, večni duhovnik, vedno pošiljaj svoji cerkvi nove duhovnike in redovnike, pastirje po svojem srcu. Potrebujemo tvoje poslance, so orodje tvoje milosti in ljubezni. V tvojem imenu nas tolažijo, hranijo naše upanje, krepijo našo vero in našo ljubezen. Potrebujemo jih, ker potrebujemo tebe in tvojo ljubezen, Gospod. Ne puščaj nas samih, Gospod. Pošlji delavce na žetev tega sveta, pošlji ribiče, ki nas bodo zbrali v mrežo tvojega usmiljenja.
Ponižno in z vero te prosimo, pošli pastirje po svojem srcu. Žetev je velika, delavcev je malo. Gospod, pošli delavcev svojo žetev. To prosimo po Kristusu našem Gospodu. Amen. V tihi molitvi se zahvaljujmo Jezusu za dar duhovništva in za vse, kar po njem prejemamo, ter prosimo Boga, naj izbere za svojo službo velikodušne fante iz naših družin in jih naredi za dobre duhovnike. Gospod, ti si rekel, prosite in se vam bo dalo, iščite in boste našli, trkajte in se vam bo odprlo. Prisluhni našim prošnjam. Pošli, Gospod, duhovnike, ki bodo prinesli tvoje sporočilo pravičnosti in ljubezni voditeljem družbe, vsem, ki odločajo o drugih ljudeh. Prosimo te, usliši nas. Pošli duhovnike, ki bodo prinesli tvojo resnico intelektualcem. Prosimo te, usliši nas. Pošli duhovnike, ki bodo tolažili zavržene in zapuščene. Prosimo te, usliši nas. Pošli duhovnike, ki bodo pomagali bolnim in umirajočim. Prosimo te, usliši nas. Pošli duhovnike, ki bodo tvoj križ in odrešenje prinesli do najbolj oddaljenih krajev sveta. Prosimo te, usliši nas. Pošli duhovnike, ki bodo apostoli družin, ki bodo pomagali poročenim živeti čisto ljubezen in krščansko vzgajati otroke. Prosimo te, usliši nas. Pošli duhovnike, ki bodo s svojo svetostjo in zgledom dajali svetu novo upanje. Prosimo te, usliši nas. Pošli duhovnike, ki bodo tolažili žalostne. Prosimo te, usliši nas. Pošli duhovnike, ki bodo zdravniki bolnih duš. Prosimo te, usliši nas. Pošli duhovnike, ki bodo gradili družbo pravičnosti in ljubezni. Prosimo te, usliši nas. Marija je Jezusova in naša mati. Pa njenemu materinskemu varstvu izročimo posebej vse naše duhovnike, da ona prosi zanje, da prosi, da jih Gospod oblikuje po svojem Božjem srcu, da prosi za milost zvestobe, za milost gorečnosti, za milost predanosti. Marija, mati Jezusa Kristusa in mati duhovnikov, sprejmi ta naslov, ki ti ga dajemo, da bi slavili tvoje materinstvo in ob tebi razmišljali o duhovništvu tvojega sina in tvojih sinov, sveta Božja mati. Mati Kristusova, Mesiji duhovniku, si dala telo iz mesa, po maziljenju Svetega Duha, v odrešenje ubogih in vseh potrtega srca. Ohrani v svojem srcu in v cerkvi duhovnike, mati odrešenikova. Mati vere, spremljala si v tempelj Sina človekovega, izpolnitev obljub, danih našim očetov, izroči očetu v njegovo slavo duhovnike svojega sina, skrinja zaveze. Mati cerkve,
Med učenci si v dvorani zadnje večerje prosila Duha za novo Božje ljudstvo in njegove pastirje. Izprosi redu duhovnikov polnost darov, kraljica apostolov. Mati Jezusa Kristusa, bila si z njim od začetka njegovega življenja in njegovega poslanstva. Iskala si ga, učitelja med množico, bila si ob njem, ko je bil povzdignjen z zemlje in žrtvovan za enkratno in večno daritev. Sprejmi tiste, ki jih je Gospod poklical, že od njihovih prvih korakov na njihovi poti, varuj njihovo rast, spremljaj v njihovem življenju in službi te, ki so tvoji sinovi, o Mati duhovnikov. Amen. Marija, kraljica apostolov, prosi za nas. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Viša Marija, moje veselje, viš moje želje, ljubim.